Molimo. Sveti Bog, naj zvesto vztrajamo v Tvoji službi, da bo v teh svetih dneh veliko ljudi našlo pot k Tebi in bodo Tvoji verni postali bolj goreči po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojim Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Prisluhnimo Božji besedi. Berilo iz 4. Mojzesove knjige. Tiste dni se je ljudstvo naveličalo potovanja. Govorili so zoper Boga in Mojzesa: zakaj sta nas izpeljala iz Egipta, da umrjemo v puščavi? Kajti ni kruha, ne vode, in ta borna jed se nam že gabi. Tedaj je Gospod poslal med ljudstvo strupene kače. Pikale so ljudi, tako da je mnogo ljudstva iz Izraela umrlo. Tedaj je ljudstvo prišlo k Mojzesu in so rekli: grešili smo, ker smo govorili zoper Gospoda in zoper tebe. Prosi torej Gospoda, da od nas vzame kače. Mojzes je prosil za ljudstvo. Nato je Gospod rekel Mojzesu: naredi si bronasto kačo in jo obesi na drog. Kdorkoli je pičen in jo pogleda, bo živel. Mojzes je napravil bronasto kačo in jo obesil na drog. Če je koga kača pičila in se je ozrl na bronasto kačo, je ostal živ. To je Božja beseda. Gospod, sliši mojo molitev. Gospod, sliši mojo molitev, moj klic naj pride k tebi. Ne skrivaj svojega obličja pred mano ob dnevu moje stiske. Gospod, sliši mojo molitev. Narodi bodo častili Tvoje ime, Gospod, vsi kralji priznavali Tvoje veličastvo. Ko se Gospod obrne k molitvi siromakov, njih prošnje ne bo zavrgel. Gospod, sliši mojo molitev. Ljudstvo, ki šele pride, hvali Gospoda, zakaj Gospod je pogledal na zemljo, da bi slišal vzdihovanje jetnikov in rešil nje, ki so bili izročeni smrti. Gospod, sliši mojo molitev. Upam Gospoda, upam njegovo besedo, pri njem je obilno rešenje. Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Janezu. Tisti čas je rekel Jezus farizejem: jaz grem in iskali me boste in v svojem grehu umrli. Kamor jaz grem, vi ne morete priti. Ljudje so torej govorili: se bo mar usmrtil, ker pravi, kamor jaz grem, vi ne morete priti. In rekel jim je: vi ste od tu doli, jaz sem od zgoraj. Vi ste od tega sveta, jaz nisem od tega sveta. Zato sem vam rekel, da boste v svojih grehih umrli. Ako ne boste verovali, da sem jaz, boste namreč umrli v svojih grehih. Rekli so mu torej: kdo si ti? Jezus jim je odgovoril: prav to, kar vam govorim. Mnogo imam o vas govoriti in soditi, ali ta, ki me je poslal, je resničen. In jaz svetu govorim to, kar sem od njega slišal. In niso spoznali, da jim je govoril o očetu. Jezus je torej rekel: ko boste povišali Sina človekovega, takrat boste spoznali, da sem jaz in da nič ne delam sam od sebe, ampak tako govorim, kakor me je učil Oče. In tisti, ki me je poslal, je z menoj, ni me pustil samega, kajti jaz delam vedno to, kar je njemu všeč. Ko jim je to govoril, so mnogi verovali vanj. Kristusovo evangelij.
nekaj besed iz prvega berila in evangelija. Me je zelo nagovorilo tale prvi del, ko so Judje godrnjali nad Mojzesom in nad Gospodom in so pravili, zakaj sta nas izpeljala iz Egipta, da umrjemo v puščavi. Torej, Judje so zelo hitro pozabili, kaj je Bog storil da jih je izpeljal, da jim ni bilo tako lepo, kot oni mislijo. In to berilo lahko tudi nam veliko pove, ali pa Gospod nam lahko tudi govori preko tega, ker mislim, da tudi mi smo večkrat takšni, da godrnjamo, ko nam kaj ni prav, kaj ne gre tako, kot bi si mi sami želeli, pa godrnjamo, takrat je bilo boljše ali pa bi bilo lahko drugače. Človek hitro pozabimo vse tisto lepo, kar se nam je zgodilo, zato je prav, da ko se zavedamo, da godrnjamo, da se človek ustavi, pa da se spomni na vse tisto lepo, kar mu je Gospod v življenju odpustil, kar mu je lepega dal, pa kar je lepega s Gospodom doživel, seveda preko svojih bližnjih, s tistimi, s katerimi živimo skupaj. Marsikaj je bilo takšnega, kar nam ne pusti, da bi lahko godrnjali nad določenimi stvarmi. V evangeliju pa ena beseda: takrat boste spoznali, da sem jaz. Torej, kdaj mi lahko spoznamo Gospoda Jezusa Kristusa, takšen, kakršen je. Bom tako rekel, zdaj v teh dnevih pred veliko nočjo, veliko ljudi nas hodi k sveti spovedi, pač gremo, ker hočemo čisti priti pred veliko nočjo, pred Gospoda. In prav tisti greh, bom rekel, je stvar, kjer lahko srečamo Gospoda. Ker človek kaj težkega naredi, je malo smešno to, ampak Pavel tudi pravi, ne, tam, kjer je greh, se pomnožila Božja milost. Pa ne zagovarjamo sedaj greha, ampak da ne bi obupal človek nad seboj, ko kaj grešimo. Noben greh ni tako velik, da ga Bog ne more odpustiti. Ampak je tako, ko človek greši, kot izgubljeni sin, ko se vrača k očetu, mu je žal bilo, kar je storil, gre do njega. In tako tudi mi, nam je težko to, kar smo storili, in preko greha srečamo Gospoda. Pa prosimo Gospoda, da tisti grehi, ko jih delamo, da ne bi bili tako močni, da bi padali, da ne bi mogli vstati, ampak da bi imeli res tisto zaupanje v Gospoda, da je večji od vsega tistega, pa da nas tudi sprejema takšne, kakršni smo.